SBC poslovne zgodbe, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Dobrodošli v novem podcastu SBC-ja kluba slovenskih podjetnikov. Tokrat smo tu v zelenem studiu z razlogom, kajti danes bomo govorili o inovativnih poslovnih zgodbah. Današnji gost pa prav poseben gost, ki ga seveda po imenu in priimku vsi poznamo, pravijo, da če imamo njegova okna, potem imamo v stanovanju tudi dober zrak, ker ne piha oziroma piha toliko, da je zrak dober. Ampak to je zgolj začetek te poslovne poti, ki se je začela kje drugje kot v garaži. Od takrat naprej je menilo kar precej časa in spisalo se je veliko zgodb. Franci Pliberšek, en lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Ko sem se pripravljal na ta pogovor, sem imel veliko težavo. Sam vas poznam kot voditelj že dolgo časa, ker sodelujemo, ko gre za dobrodelnost. Ko govorimo o športu, spet naletim na vas. Ko govorimo o poslu, seveda, pa ko govorimo o kritiki vladi, sindikatom, pa še komu, tudi medijem, kdaj tudi. Pa sem rekel, kako začeti, ampak vendarle, ker govoriva o poslu, začniva takole. Prazniki so pred nami, ali poslovnež vašega kova kdaj počiva? Zagotovo si mora vzeti čas, da se nafile baterije, se obišče malo hribe, tam se najlažje sprostimo, tako da te velikonočne praznike si bom zagotovo vzel čas, da naredim nekaj za sebe. Imate 3 otroke pa ženo, ali se med prazniki ali pa nasploh ob nedeljah o poslu torej je prepovedano pogovarjati ali vendarle rečete kakšno na razvejan portfelj vsega, s čimer se ukvarjate? Ponavadi v praznikih v tej poziciji se ločimo, zdaj tudi po 8 uri zvečer se o tem ne pogovarjamo, ker ni primerno, potem zaspiš z neko slabo energijo ali pa preveč tudi včasih ni samo slaba, samo energija, pač pozitivna, tako da nekako probamo narediti, da bi bila tudi lahko, bom rekel, postranska družina v nekih momentih obvarovana vseh teh stvari, ker namreč urnik je tak zjutraj, ko se vstanemo, začnemo že ob 6, malo na sprehod, pa potem začnejo že možgančki kar delati in pa zvečer do 8 ure mislim, da je dovolj. No dobro, ste mi dali zdaj iztočnico. Se pravi, vi vstanete zjutraj ob 6, ob 8 pa zaključite s čim? Z delom ali nasploh? Ob 8 zvečer. Ob 8 zvečer. Ja, seveda, ne po 3 urah, ja. Kakšen je torej ta vaš normalni delovnik? No? Ja, normalni delovnik, vsak dan se zbudimo okoli pol 6 ure in potem gremo okoli 6 ure za 45 minut, bom rekel, v naravo, v gost, kjer si proba nafilati baterije in pa na to potem dober zajtrk in v službo, časih 7, že časih pa največkrat pa okoli 8 ure. In na to pač sestanki, obveznosti takšne drugačne, ali doma v pisarni, ali bom rekel drugod po Sloveniji na terenu, ali v tujino. Tako da načeloma pravzaprav ti ni težko delati, kadar delaš to z srcem, pa kadar ti je delo izziv, kadar ti je del hobi, potem je to se lažje. Če bi moral delati nekaj težko, potem zagotovo ne bi bil takšen urnik, tako da ta urnik se potem tudi zvečer zategne, bom rekel, na raznih večerjah z poslovni partnerji, ki niso zgolj samo poslovni partnerji, pa z večinoma, ki delamo dlje časa, z njimi smo tudi osebni prijatelji, tako da je to potem bistveno lažje in mogoče nekatere stvari potem lažje stečejo. Dolgo časa ste že prijatelji, ste rekli, dolgo časa je že od tega, ko ste začeli svoj posel v garaži. Ste tudi takrat že imeli tak urnik strikten pred 6 po konci, vendarle ste bili še mlad študent? Zagotovo nisem bil takšen urnik, zdaj vidim, da če zjutraj ne grem na sprehod, da je potem moj delovnik 20% manj uspešen, tako da se veselim vsakega, pa zagotovo tudi naredim nekaj za svoje zdravje, ker vemo, da samo če si dovolj zdrav, si sposoben, bom rekel, vseh teh stvari, katere pa zahteva življenje od tebe in odločitve. Tako da, ko sem bil, bom rekel, mlajši, ko sem imel podjetje že v 2. letniku fakultete za arhitekturo, bom rekel, sem moral biti tudi zelo organiziran, saj sem bil povprečju samo 3 mesece na leto v Ljubljani in da sem uspel vse izpite narediti, tako da sem vesel, da sem imel tudi takšne sošolce, da so mi dali zapisnike, da sem bil tam takrat, kadar je bilo potrebno in tudi profesorjem se moram zahvaliti, da so razumevali, da poleg bom rekel, rednega študija sem imel zraven tudi že 5-6 zaposlenih in je to nekaj odrekanja, tako da, ampak zelo veliko sem se naučil kot arhitekt, hvaležen mojemu profesorju Brezarju, da nas naučil reda discipline in tudi nekako smo uspel sam diplomirati leta 94,
in se tudi naučil neke discipline, ki je zelo pomembna pri poslu, da si predvsem organiziran, in to je tisto, kar te potem tudi naredi čas. Moraš imeti čas tudi za sebe, za potovanja. Tako da vsa ta leta sem si vzel te čas zraven, zato videl ogromno sveta in se tudi veliko naučil in mogoče lažje nekako način sem kos tem nalogam, ki jih imamo vsak dan. Tukaj moram zdaj vprašati, ogledal sem si en kratek film, kjer mlad fant igra seveda vas v mladih letih, pa ga sošolci povabijo, pridi, gremo na neko pivo, pa ste se kot arhitekt seveda obrnili nazaj in rekel, ne, zdaj delam. Ne. Kako je s tem bilo in je? Rekli ste, moraš imeti tudi čas. Ste zavrnili pivo zato, da ste dokončali vse skice? Zagotovo sem mogoče kdaj zavrnil kakšno pijačo, ker sem bil po 3-4 dni pred, izpitom v Ljubljani, sem se mogel marsičesa odpovedati, da sem lahko naredil vse obveznosti. Tudi vse izpite sem naredil, v prvem roku, razen enega, tako da to je zelo dober uspeh in tudi povprečje je bilo več kot 8,4, kar je zelo dobro, predvsem sem se učil za sebe. Je pa res bilo tako, da ker sem pač imel podjetniške zgodbe, smo s prijatelji zelo velikokrat po izpitih si privoščili, tako da so bili te večeri v Ljubljani zelo lepi in zagotovo je druženje ob dobri hrani in pijači, zelo velikokrat ti daje nek navdih za nov začetek oziroma za neko sproščujočo oziroma za proslavitev. Kadar sem naredil izpit, sem ponavadi vedno dal za runde, tako da je bilo zelo dobro. Kadar zdaj podpišete kakšen dober posel, kaj naredite, kako pa to proslavite? Ja, Mikovci smo zelo znani, da kadar dobimo, ali dober posel, da se poveselimo, ali pa ko naredimo kakšno dobro otvoritev, kot recimo lansko leto otvoritev inštituta, kjer je bilo več kot 1200 povabljenih oziroma vabljenih in smo naredili zelo dober pester program, ki ni samo to, da se to plača, predvsem pa to treba znati narediti, kar je izredno težko. Poznaste, v kakšni branži ste in kako to narediti, tako da sem zelo vesel na svoj tim, damo to, vedno se Mikovci veselimo druženja, to je fešta v prvi fazi za nas, za naše zaposlene, za naše poslovne partnerje in na to potem za vse ostale, ki so pa temu dogodku pridružijo. Z velikim veseljem, seveda. Ker govoriva o poslovni poti, jaz sem pa drugače začel, se vidite, da vas sprašujem popolnoma druge stvari. To počnem zato, ker za dober posel je seveda ključna tista oseba, ki ga ima v glavi in ga potem izvede. Zato me zanima, če vas vprašam, kako bi sami sebe opisali? Kakšni ste? Kakšen je Franci? Franci je v bistvu fokusiran, ciljno usmerjen, da si preveč nalog, proba vse stvari tudi na vseh drugih področjih, ne samo na poslovnem področju, ko se v humanitarnem, v športnem, kulturnem področju, če kaj organizira, naredi odlično, dobro, v prvi fazi naredi to za tistega, ki ga pač gosti, da je nekako dobro narejeno in to se mi zdi osnovno, tako da poleg seveda poslovne poti, sem v rokomet že več kot 25 let in tudi druge športe, humanitarne stvari, tudi v SBC-ju probam dati svoj maksimum, kolikor seveda uspemo in želimo stvari, tako da čas je tudi kritičen do okolja, v katerem živimo, ker se mi zdi, da vsa podjetja in vsi moramo nekako živeti z ljubezno in kazati svojo dejavnost, ne da se slikamo, ko damo 1000 evrov komu donacije, ampak predvsem, da za svojim zgledom prispevamo okolju, da nas družba in okolje prizna, da je svet potreben, da moramo dati v okolju, v katerega dobivamo ven nazaj, in sem zelo ponosen na naše akcije, 100 otrok na morje, ki je bilo že 19. leto, več kot 2100 otrok smo že peljali na morje in sem tudi hvaležen vsem medijam, tudi A-kanalu in Pop TV-ju in tudi RTV-ju, predvsem, ki poročajo to, predvsem mi pa ostanejo utrinki dobre zgodbe od A-kanala, ki tako srčno pove, opiše to občutke teh otrok, ki res, so res pomoči potrebni, ko rečejo, stric, ta teden smo pa 3-krat na dan toplo jedli. In to te res se vprašaš, ali živiš v Sloveniji ali si kje drugje. Tako da jaz mislim, da družba moramo do takih ljudi biti, do takih otrok pozorni in dati tisti svoj maksimum, seveda koliko lahko. Ne. To ni samo denar, predvsem je to, energija, ljubezen, da tudi z njimi preživimo en dan, v enem tednu, naši tudi ljudi zaposleni za proizvodne, pisarn, skratka več kot 20 gre tam, da lahko doživijo ta občutek, to, kako se v bistvu te otroci počutimo, potem lažje razumemo v bistvu svet, v katerem smo. Kdo vam je to dal?
mama, oče, ste se tega naučili sami? Zagotovo so starši tisti, ki ti dajo osnovne, usmeritve, tako da še več mi je dala verjetno mama, zraven tudi oče, zagotovo, ampak pol moraš to nekako vzgajati v sebi, čutiti neko odgovornost, ker eno je, da ti nekdo da, in če to ne obnavljaš, če to ne čutiš, da to delaš s nekim srcem, potem seveda to ni tisto, kar je, in sem zelo vesel, da si tudi prej v nagovor našteval, kje vse me poznamo, ampak mogoče so moje stvari, na teh ostalih področjih še bolj cvetijo ven, kot na poslovnem področju, čeprav takšna okna, vem tudi jaz, je tudi slogan, katerega smo naredili skupaj, z slavnim rokometašem Edijo Kopšarjem, s katerim smo prijatelje še danes, še pred 14 dni smo se slišala, in tudi verjamem, da je šport nekako prenesel te na televiziji pa uglednost, in tudi naša rokometna šola v Celju ima več kot 500 mladih otrok, ki namesto da so po ulicah, so, na igriščih, in je to zagotovo pritegnilo 2005. Leta, pa davno 2015 zelo veliki premik, tudi da je rokomet bolj postal prepoznaven, in tudi na delu reprezentance, ki smo delali, tudi jaz sam bil direktor, MIG prve lige, glavni sponzor, veliko teh stvari, tako da vse to nekako mi je cilj, da vlagamo tukaj v te, dodane vrednosti, da otroke iz ulic prevabimo na igrišča ali pa za nekako risalne zadeve, da se ukvarjajo s kulturo, in to ti se zdi, za katero mislim, da živim, in sem ponosen na to. In to je tisto, kar je tudi meni se zdi ključno, da podjetnik vrača v okolje, v katerem živite. Zdaj se pa vrniva midva na začetke. Rekli ste odgovornost. Vi ste jo imeli zelo zgodaj, ko ste zaposlili prve ljudi, tam pri 20, če se ne motim, ste imeli 3, 4, 5 ljudi že zaposlenih, in to je odgovornost. Pa greva čisto na začetek. Kaj je bilo prej, kura ali jajce? Torej ideja ali kar takoj delo? Ker kaj se je pri vas začelo? Vi ste imeli idejo in ste šli z nekim avtom po prvi stroj, ne? Zagotovo, mlad človek si želi v neki fazi izobrazbo, želi si tudi nastopanje, moram priznati, da sem bil po srednji šoli, katero sem odločil z odličnim uspehom, se takoj nisem vpisal na fakulteto, ker nekako nisem vedel, zakaj se učim, ker mi je bilo samoumevno, da sem bil odličen, in znanje ni bilo cenjeno. Šele moj, obisk, in nekako sem imel bolezen, in nisem šel v vojsko takrat po srednji šoli, in sem nekako šel za 3 mesece strico v Kanado. Tam sem se družil z študenti in tam sem zvedel, da se študenti učijo, da nekaj znajo. Mi smo se učili tle za petke. Takšno je pač bilo takratno okolje, in na to sem se potem vpisal na fakulteto za arhitekturo. Seveda po letu dni, pavze, in zagotovo na turo je prišlo od 500, in so samo pisanje, so samo 100 vzeli, je bilo zelo težko priti gor. Torej sem pisal na gradbeništvo in vzporedno delal arhitekturo. Normalno po prvem letu naredil vse izpite do 26. junija in tudi šel potem na spremni izpit, kateri sem bil med 500 drugi. Normalno, ker sem delal vse skupaj, tako da prvo leto sem res bil študent, nisem se ukvarjal z poslom, potem pa kar naenkrat je padla ideja zraven skupaj, da bi delal ladijski pod, da bi delal žago in tako naprej, tako sem potem avto prodal, zamenjal za stroje in tako naprej. Tudi v tem filmu Premik nekaj o tem notri govori, 5-minutnem filmu. Predvsem je pa to, da ko ti začneš delati, sej ne veš, kaj boš delal, ne. Ključna stvar je pa, da je velika želja, da želiš nekaj malega končati, in ko ti malo končaš, potem malo večje, potem so tudi zaposleni, cilj je, da jih znaš motivirati, cilj, da jim daš vzor, da se da, da se z ljubeznijo dela, s srcem, so tudi primerno nagrajeni, in to se skupaj potem raste, od ladijskega poda do okvirjev za slike, strojev za okvirje, strojev za okna, sama okna, prezračevalne sisteme, nepremičnine. Skratka, pri meni je cilj, da ko je nek velik izziv, ko ga nekako rešim, ko smo na področju oken v tistih 7-10 letih naredili skoraj vse, do tam 2010 mi je bil cilj okna, ni več cilj, ker smo tudi razvojni partner Galana in zelo veliko imamo novitet, detajlov, izumov, patentov na raznih profilih, ki jih delamo skupaj. Ni napredka. Na oknih smo do 2010 naredili okne že, 0,6 vata na meter kvadrat, kar pomeni odlične,
in dokler se ne bo spremenila sama vsebina, struktura stekla, polnila, ne, ki pač mora toliko pritiska zažati, bom rekel, vetra in tako naprej, tako ne more biti, bom rekel, ne more biti boljša okna, tako da smo zdaj vso pozornost posvetili prezračevanju, ki je velik problem, v Evropi. Imamo več kot 1/3 bolanih hiš, predvsem zato, ker niso znali inženirji, nismo znali arhitekti pravilno predvideti, da zrak, če je v zaprtem prostoru, če stoji, se pokvari in imamo, bom rekel, za več kot 50% so se povečale otroške bolezni, astme, raznih alergij, predvsem zato, ker so otroci v zaprtih prostorih, ker imajo ogromno igrač, ki so iz rakotvornih materialov in tako naprej, da ne bi naštevala. In je prezračevanje ključna stvar uspešnega dela v podjetju. Vemo, da zviša produktivnost za več kot 20%, to kaže vse ameriške, nemške, francoske analize, in to je tisto, kar te vleče naprej, da delaš s srcem. In naše podjetje se je zdalo cilj, izboljšamo kakovost bivanja, ne, torej na področju energije imamo najboljša okna, na področju hrupa, zaščita tudi so okna, zraven na področju varnosti in seveda na področju kvalitetnega zraka, ker vemo, da samo če si dovolj fit, če imaš dobre pogoje dela, si ustvarjalen, bom rekel, bilo katero branžo, ali novinar, ali podjetnik, ali v bolnici. In tudi zelo veliko bolezni v bolnišnicah. Lahko povem svetovni podatek, po podatkih World Health Organization, da 80% bolnikov v bolnici umre ne zaradi bolezni, za katere so prišli noter v prostor, ampak zaradi bolnišničnih bolezni. In to je tisto, kar se mi ukvarjamo, bom rekel, vsa leta, in tudi inštitut dr. Peter Novaka, ki smo ga pomenili, otvorili lansko leto dni, je tisto, kar nas je naučil profesor, da moramo testirati, se ukvarjati z nemogočimi stvarmi in verjamem, da enkrat pride ven rezultati. Jaz sem to zelo ponosen. 500 ljudi imate zdaj pod sabo? Ne, nimamo 500 ljudi skupaj, imamo okoli 180-190 ljudi in okoli 100 kooperantov skupaj. Res pa je, da bomo sedaj z inštitutom noter, pa proizvodno preživljanje s tem pa spet lahko zaposlili okoli 100 do 150 ljudi. Pa so pri 500. Tako pa bo kmalu številka 500. Se fanti, s katerimi ste začeli posel v garaži, še slišite, so del vaše zgodbe? Ja, moram priznati, da to bi dal tudi poudaril, da sem zelo vesel. Lansko leto dni je šel eden, bom rekel, ki je prišel leta 94, imel, bom rekel, službo tudi v pokoj, tako da sem zelo vesel. Takšnih je kar nekaj. Moram priznati, da zelo veliko zaposlenih od leta 2000, recimo do 2014, je bila poprečna zaposlitev, če človek preživel Miko eno leto, 13,4 leta, kar je zelo dobro. Bom rekel, res pa je, da se v zadnji časi po koroni, bom rekel, ta odgovornost vseh zaposlenih, bom rekel, kar spremenila, ne, na neke stvari, tako je tudi cela Evropa ima problem z zaposlitvami, premalo ljudi, ne vem, kam so šli, prej so bili, zdaj pa kar naenkrat jih ni, ne, tako da je treba se vedno truditi, predvsem je pa cilj, da zaposlenim nudimo neko varnost, možnost izobraževanja, napredka, bom rekel, da se počutijo fajn. Zato tudi organiziramo tudi veliko dogodkov, kot so sindikalni izleti, kolesarjenje po Sloveniji, plenarjenje, gremo hodimo v hribe, ne vem, v Himalaju, Kilimandžaro in tako tudi po teh slovenskih, bom rekel, hribih. In zelo pestre, skratka, da ji damo nekaj več, kot je potrebno, to tisto, kar potem vleče, ker ni samo denar tista stvar, ki zaposlenega, čeprav je zelo dobro, da imaš dobro plačo, ne. Marko Lukić iz Lumarja je dejal, ugotovili smo, da so ljudje praktično bistvo našega podjetja. Je to... Zagotovo se pridružujem Marku in tudi v moje intervjuje razlagamo, stavbe, poslovne stavbe brez ljudi so mrtve, so, bom rekel, nepomembne. Samo ljudje so tista dana vrednost, ki dvigne tudi nepremičnine potem vrednost. Zato je treba se ogromno ukvarjati in tudi, bom rekel, podjetje Lumar, ne, in podjetje z tradicijo in tudi mi Celje in še bomo veliko garažerjev, ki smo v takšnih v tem klubu SBC skupaj, smo tisti, ki v bistvu narekujemo svetlo prihodnost in predvsem želimo, veliko rad se predstavljajo, kako v bistvu podjetniki oziroma menedžerji izkoriščajo podjetje. Jaz mislim, da treba videti dobre poslovne zgodbe, tiste in tiste o tem govoriti, da bodo vzor, da bomo probali ponuditi čim več zaposlenim. Mi se zavedamo, da moja poslovna stavba brez inženirjev, brez, bom rekel, zaposlenih v proizvodnji so prazne. Ni nič nota. Vi vidimo, kaj se dogaja na Tbiliski, ko smo zdaj kupili objekt, propada, razbit.
Notri so drograši, so memelaši in podobno, nič ni tole. Samo če so ljudje, v ljudi je pa treba vlagati in za lastnim vzorom pokazati, kaj želimo od zaposlenega, kako lahko mu pomagamo, kako se mu lahko približamo naprej. Včasih tudi naredimo napako, ampak zagotovo probamo vedno najti neko rešitev, tisto, ki je dobro za vse stvari, da so vsi zadovoljni. To je tisti cilj, verjamem, vsakega podjetnika in vsakega člana SBC-ja, ki da veliko na zaposlene in ki verjame, da z trudom in z znanjem pridejo dobri rezultati. Je pa res, da če delaš par let, je ena zgodba, če delaš pa 16 let, pa so vedno vzponi in padci. Kaj je bila vaša največja napaka? Moja največja napaka, bom rekel, v življenju je bila, da recimo včasih 2014, ko je bilo, so bili slabo stanje, banke so, bom rekel, bile na slabem zetu, na slabem glasu, v tujini smo sprejemali stvari. Takrat bi Bog moral odpustiti mogoče 10, 15%, 20% ljudi, ko so zahtevale banke, in tega nisem naredil, ker sem čutil, da sem dolžen, da lahko na drugih projektih, nepremičninah to zaslužim, in sem nekako probal, drugi so to naredili, jaz nisem naredil. In vidim, da sem v neki momenti, če zdaj nazaj gledamo, naredil, da je neka lestvica, manjše odgovornosti, manjše obremenjenosti, vsi smo nekako delali potem malo manj, in ko hočeš to sedaj dignati na isti nivo nazaj, so pač tukaj, pa rekel, stvari, vse tako delamo, ko smo delali lansko leto, preteklo leto, to se mi zdi ena izmed mojih stvari na poslovni poti. Ni mi žal seveda za denar, ki smo ga ustvarili, ki smo ga dali noter to, ampak predvsem mislim, da nekako, ko se navadiš ti leto dve, da delaš malo manjše, potem delaš isto tako kot lansko leto, kar pa ni nekako dovolj. Zato se tu trudimo nekako spostaviti, bom rekel, da nekako z ozorom pokažemo, kaj se da narediti, in to je tisto, kar najbolj štejem, tudi zahtevamo svojih direktorjev, da ne morejo svojim zaposlenim samo govoriti, kaj morajo narediti, ampak jim naj pomagajo, kako naj zraste, kako naj naredijo, in to se mi zdi ključ uspešne zgodbe, bom rekel, podjetništva in tudi uspešne zgodbe direktorja, da mu pokaže svojemu podrejenemu, kako naj kaj naredi. Je zato vaša zgodba vendarle zelo, zelo uspešna, ker ste to vedeli od leta 1994 naprej, da je treba ves čas iti naprej, ker drugače bi ostali v garaži, ne? Zagotovo, ko sem že v svojem nagovoru povedal, vedno moraš skrbeti, da uspešno delo praviš. Včasih ti stane malo več denarja, včasih malo manj, ampak na dolgi rok pride nek zagon, pride neka ljubezen, spoštovanje, stranke te cenijo, poslovni partnerji te cenijo in probaš, če stojiš, nazaduješ, ker drugi grejo vsi mimo tebe naprej. Tako da v tem ritmu je pa tu treba vsaj na tisti konsens, ki smo zdaj, da še zdravje ne trpi, da si dovolj z družino, da si dovolj sam zase, da si dovolj z strankami, da si dovolj zaposlenimi, da si dovolj s poslovnimi partnerji. Te meje so vedno tanke, podjetniki vsi hodimo na robo stvari, da tu časimo daj, kateremu zdrkne. Pri nas v Sloveniji je kar težko, če kdo, bom rekel, bankrotira, zapre. Se spomnim našega poslovnega partnerja, ko je delal jadrnice, Brata Jakopin, ne, takrat moram priznati, bi tudi pričakoval, da bi tudi poštovni mi morali drugače kot klub odreagirati. To nič ni narobe. On je rekel, smo se pogovarjala, jaz sem znal delati jadrnice odlično, pa obvladovati posel za 5 milijonov. Pol kar naenkrat so prišli meni investitorji, so rekli, dajmo to delati 20 milijonov, tega nisem znal, na koncu sem šel jaz v stečaj, in se mi zdi, da bi morali podjetniki, verjamem, da smo se tudi naučili tudi, da si moramo pomagati, ker v Ameriki, če prepadaš enkrat, dvakrat, si superman, ne, uspel, pri nas pa nekako želimo to, in napake, ki jih delamo podjetniki, jih nikoli ne delajo zato, da bi želel narediti, ampak ne moreš vedno uspeti. Redko nas je tisti, ko imamo prvi račun 30-36 let not naprej, marsikdo propade in močemo nadamo priložnost, da bi spet uspel. Največ se pa seveda učiš z izkušnjami, z tem, ko boli, ne. Ko greš v hribe, bom rekel, ko mišice bolijo, potem dobijaš kondicijo, če ne, pač tega ni. Rekli ste okna, pa vrata, pa prezračevalni sistemi, pa seveda nepremičnine. Kaj je še tisto, s čimer se zdaj ukvarjate, s čimer širite svoj posel?
preden sva prižgala kamere, ste rekli, zdravniki sem se ukvarjal, ne? Kje vse ste se našli? Zelo veliko, bom rekel, integrativno medicino. 2012. leta so bili pri nas več kot 2 leti zdravniki, ki se poleg klasične medicine ukvarjajo z integrativno medicino, in zelo veliko sem se naučil in tudi sedaj, če kje rabim, jih lahko pokličem. Vem, da je poleg klasične medicine, ki je zelo pomembna, integrativna medicina tista, ki je cenejša, ki je boljša, ki je manj škodljiva za zdravje. Zato v Ameriki na univerzah medicinskih je več kot 70%, bom rekel, integrativne medicine. Se pravi, ni cilj samo, da držijo lobby zdravil in bom rekel nekako v šahu pacienta. Vemo tudi, da so recimo, zdravljenje z homeopatijo je 50% cenejše kot z klasičnimi zdravili. Tako da jaz mislim, vsak pacient si bi moral sam izbrati pot, po katerem grejo, tako da moram priznati po analizih, takrat, ko smo pravili več kot 1100 intervjujev, ki je naredil Bruno Sedevčič, je bilo, da se v Sloveniji Slovenci ukvarjamo več kot 82% z integrativno medicino, poleg klasične, in da se jih samo 20-25% upa povedati svojemu zdravniku. To mislim, da ni prav, ker pacient, ali se on ukvarja poleg redne, tudi za integrativno medicino, tudi kakšne druge, homeopatija, akupunktura, ayurveda, body mind medicine in podobno, da je to tisto, kar si bi moral imeti pravico povedati tudi svojemu zdravniku. Jaz sem vesel, da imam svojega zdravnika, da mu lahko to povem. Ampak ste pa, ko govorijo o tej temi, precej ven od skic in pa materialov, ne? Kje ste se znašli na tej poti? Malo prej sem govoril, da vsako stvar, ko počneš, če delaš s srcem, kar hitro postaneš, padeš noter, narediš, tako da tudi kot arhitekt moram priznati, če me zdaj zelo rad rišem, delam projekte, zdaj sem delal dober projekt inštituta, bom rekel, mojo idejnost, bom rekel, skico, moj načrt, sem bil zaljubljen v njega, ampak ko je kolega Kalamar Andrej mi prinesel 3 variante, eno varianto pokazal, kako bi želel to, da naredi, sem mu je zavrnil, sem rekel, ne, da bo moj projekt, na to je rekel, se bom potrudil, bom prinesel spet 2-3 rešitve, in ko mi je prinesel rešitev, mi je pokazal, sem rekel, poslušaj eno stvar, ona rešitev, ko si mi jo prvo prinesel, je tista, katero sem se zaljubil, in se odpovem svoje rešitvi, in bomo tvojo uporabljali, in smo naredili odličen projekt, naš inštitut dr. Petra Novaka, bom rekel, ki velja tudi po svoji strukturi, bom rekel, bomo kandidirali za najbolj well-being projekt v Evropi, kar pomeni kvaliteta bivanja, hrup, zaščit proti hrupu, energija, ne bomo razlagali, samozadostnost, imamo več kot 2700 metrov globinskih, bom rekel, geosond, sončne elektrarne, tako da samozadostnost, kvaliteta zraka, bivanja, hrup, skratka, vse te parametri so tisti, ki narekujejo to, in to mora imeti arhitekt prvo v idejo, potem na papir dati in potem skupaj z vsemi izvajalci, na katere so tudi ponosen, da so uspeli tako zahtevni projekt skupaj zložiti, da lahko mi v vsaki pisarni, vsaki vidimo bom rekel, na tipkovnici gorih, kakšni so parametri kvalitete bivanja, koliko je poraba energije, kakšen je zrak, tkratka, to tudi sem zelo vesel v družbi Fenix iz Maribora, ki je to digitalizacijo speljala, združila tako strojne portante, elektroportante, luči in vse druge kazalce, radon, prezračevanje, nekako, da lahko predstavimo, in je v bistvu kompletni izdelek, kompletna kot showroom predstavitev, da ne pravimo, kako bi naj bilo, ampak lahko vsaka stranka vidi, kako je in kako se noter počuti. Petra Novaka morava zdaj vendarle obdelati, a ne? Zakaj ime Peter Novak? Zakaj ste ravno njega vzeli za ime inštituta? Marsikomu namreč ni poznan. Ja, Peter Novak, moj prijatelj, rotarijski in tudi profesor, bom rekel, na arhitekturi, skupaj sem bil zelo vesel, tudi zelo rad hodil do njegova predavanja, in ko me je 2006. leta nagovoril o otvoritvi celjskega sejma energetike, prvega, nekako, da naša okna so preveč dobra, da preveč tesnijo, da so se pojavila sindrom bolanih hiš, ki on je bil podpredsednik Evropskega združenja prezračevalnih naprav, bom rekel, v Bruslu. Skratka, vrgel mi dilemo, da je problem Evrope je bilo v preveč energetski sanaciji objektov. Energija. Mi smo zatesnili stavbo z okni. Če za okno gre več kot 70% energije, da damo 20 cm izolacije, na streho 30 podobno, mi smo imeli preveč tesne stavbe. Postavil je izziv, kako lahko naredimo to, kako to integriramo na okna,
Seveda, 2-3 leta smo se ukvarjali, 2007 smo štartali z razvojem mikroventa, 2010 smo dobili prvi produkt, smo predstavili na celjskem sejmu, naš prvi produkt, in takrat smo se že vedeli, kje smo, ne. Takrat se ni v tem nobeden ukvarjal, ne, so bili samo centralni sistemi, lokalnih ni bilo. Peter Novak je bil meni človek, ki ima največ znanja na področju energije, bil sončni Peter. Bil je zelo veliko pri vas v medijih, vse energetske krize razlagal. Človek, ki mislim, da na stvari imel največ znanja. Tudi moram priznati njegovo znanje, ko smo hodila po Evropi, na predavanje v Indijo, na predavanje v Ameriko, bom rekel, State Department of Justice, na Kitajsko, z največjo kitajsko firmo Shanghai Electronic Group, 27,000 ljudi zaposlenih, 120 milijard turnovera. Kadar je profesor Peter razlagal strokovne stvari, so vsi stali mirno. On ima toliko znanja, da lahko povedal, res pa tudi moram povedati, da na poslovnem področju pa včasih je preveč povedal, tako da smo se na koncu zmenili, da ko smo se pogovarjali o biznisu, potem je zapustil sestanek, je šel malo nadihati, ker včasih je preveč povedal. Včasih v poslovnem svetu moraš vedeti, kaj lahko poveš in kaj ne. Tako da smo zelo veliko, zelo dobro sodelovala in jaz sem obljubil enkrat na avionu, da bi bomo delali inštitut in da bi grad pomenoval po njemu, ne. Malo se je hecal, rekel, Franci, jaz sem še živ, ne more biti inštitut po meni imenovano, ne. Sem rekel, Peter, zakaj ne? Ne, in res, da zdaj povem, žalosten sem, ko sem zadnjič razlagal, točno to. Leta 2021 začel s projektiranjem inštituta, normalno to pač traja, bili so slaba leta, boljša leta, naredili smo ne 1600 kvadratov, ampak 6400 kvadratnih metrov, smo fenomenalnega, vse skozi sodeloval pri projektiranju, pri teh energetskih rešitvah. In ko smo naznanili položitev temeljna kamna v četrtek zvečer, mislim, da je bilo to 14.3.2022, ob 4:30, če mu paše, da pride čez 14 dni, ker sem sledil z arhitekti, z strojnimi projektanti, z elektroprojektanti, tudi z drugimi, ki so bili, se bi želeli otvoritev, tudi minister je otvarjal ta položitev temeljna kamna, je naslednje jutro ob 8 šel še na sestanek, prišel domov ob 10 uri in ob 12 uri zaspal v svoji sobi, tako da nekako sem rekel, res, ali je bilo res potrebno, da je profesor 14 dni pred položitev temeljnega kamna zaspal v dobri veri in težko mi je nekako potem. Tukaj lahko samo dodam, da je bil gospod Peter res velikokrat gost tudi v naši informativni oddaji in da če smo potrebovali nekoga, ki je pokomentiral strokovno energetsko dogajanje po svetu, je bil to on in da ga danes nimamo. Ne, nikogar Grešamo, takšnega. ni človeka, verjetno se bo najdel, ampak on ima res toliko znanja. Tako. Jaz bi lahko šel verjetno po vseh teh potovanjih od Zagreba do Šanghaja, bi lahko šel položiti doktorat iz strojništva, ki mi je dal toliko znanja in samo vesel, da je to znanje delil z našimi inženirji, z našimi, bom rekel, zaposlenimi iz proizvodnje, da je to znanje in mislim, da je to največji poklon, da se ga naredil. Ker ste podjetnik, uspešen podjetnik, ker ves čas gledate, kaj vse se še da, pravite, pri oknih smo zdaj 100% pri prezračevalnih sistemih tudi, je to, kar vas dela velike, zdaj inštitut. Se pravi, da veste, da se niste ustavili in da boste zdaj praktično razvijali nove stvari in da se bodo drugi hodili učiti k vam? Ja, inštitut nekako bi bil cilj, nekako z vsem tem znanjem smo ugotovili, da rabimo imeti inštitut kakovosti bivanja, vse te podatke, zaščita, energija, hrup, varnost, kvaliteta zraka. In sedaj smo vstopili tudi z raznimi 3 doktorji tudi na področje mikroplastike, filtrov v vodi, na področje, kako je treba tudi te delati. Mikroplastika je tista, ki v bistvu narekuje, ki spreminja, bom rekel, našo zdravstveno stanje. In če bi videli, koliko mikroplastike imamo v vodi, slovenska voda je ena najbolj kvalitetnih vod na svetu, ampak kljub temu je mikroplastika v zraku, v pitni vodi, v teh zadevah noter, in če damo na pipo v kuhinji, bom rekel, ta filter, ne moreš misliti, kako lahko narediš. Ta inovator, doktor Hakim, ki mi je prinesel, rekel, le tole imamo, pred
dobre pol leta, želeli bi, da bi to nadgradili, da bi še testirali. Mi imamo tukaj noter testne laboratorije, ki lahko testiramo brez prostor, v katerem je brez mikroplastike v zraku. Delamo zdaj prvo polnilnico, bom rekel, vode, pitne vode, ki normalno voda mora biti še pitna v stekleni, bom rekel, kozarcu oziroma steklenem flaši, ne v plastični. Je to tisto, kar omogoča prednost in dal mi je filter, da povem, sem rekel, ja, si ga zmontiral doma na pipo, nekako mi ni šlo, nisem imel zraven, bom rekel, klešče in podobno. In ko je prišel čez 3 tedne k meni, rekel, si testiral, sem rekel, pošteno nisem, zakaj tudi ne. Ko mi je šel narediti test v vodi, v Vojniku imamo zelo kvalitetno vodo, iz Vitene pride noter, ko sem videl, koliko mikroplastike je bilo v 1 litru vode, ko sem to videl, sem šel domov, sem tisti trenutek zmontiral na pipo ta mikrofiltre in kaj naj s tem povem, v pitni vodi je ogromno mikroplastike, ki negativno vpliva na človeško telo, ki se potem lahko razvije razne bolezni, in to je tisti tretji argument, se pravi, poleg zraka tudi voda tista, in verjamem, da z temi 3 doktorji, ki seveda razvijamo, MIK da priložnost to, sami testirajo, pri nas na inštitutu testiramo te zadeve in vse te teze, da smo mi 100% to je, damo še vedno tudi na inštitute v Nemčijo, testirati, tako da smo res pokriti trostransko in potem lahko zagotavljamo svojim strankam, zdaj govorimo na področju teh mikrofiltrov plastike, ki pridejo na pitno vodo, res tisto, kar lahko naredimo, ker tisto vodo, ko gre čez te filtre, lahko še potem enkrat spustimo čez, pa vidimo, da mikroplastike ni. To so sistemi, ki jih naše podjetje, naš inštitut, da imamo testne komore, da res lahko probamo, kakšen je zrak v prostoru, kakšen je znotraj, kakšen je zrak zunaj, da lahko simuliramo podnebje v Šanghaju, da lahko simuliramo podnebje v Münchnu, v Vojniku, v Torontu, ne, po temperaturi, po vlagi. In sedaj tudi noter, da lahko testiramo tudi te okolje, v katerem ni mikroplastike v zraku, ki prehaja potem pri polnjenju vode tudi lahko noter. To so tiste karakterje, ki dela mene osebno in tudi naš inštitut, bom rekel, drugačno, saj se vedno ukvarjamo, kot je Peter Novak rekel, testiraj. Eno je teorija, eno je praksa in praksa je tista, ki jo narekuje in ki tudi svet najbolj pozna. V Ameriki najbolj cenijo produkte, ki so odlični, ki jih lahko dokažemo in ki lahko povemo, kakšen je njegov, bom rekel, podatek, return on investment, ROI, ne, na investicijo in kaj lahko da uporabniku, ker produkt ni dober, če ga ni dobra firma, ampak produkt je dober, če ima uporabnik od sebe benefite, koristi. Najprej čisto na kratko odgovorite, pa potem pod vprašanje postavim. Ja. Bi vaše podjetje lahko delovalo samo v Sloveniji, če bi delali zgolj za Slovenijo? Zagotovo ne, želimo in tudi delamo na drugih trgih, predvsem sem pa vesel, da znanje, katerega imamo, nemške, ameriške in tudi kitajske firme to cenijo. Ja, zdaj moje vprašanje pride. Zagotovo ne, to pomeni, da seveda, če hoče mala Slovenija imeti podjetje, ki je uspešno, mora iti na globalni trg. Zdaj osvajate Ameriko, a ne? Ja, v Ameriki bi morali že odpreti podjetje leta 2020, pa je prišla korona, te pozicije z državno firmo Unicor, zdaj do leta 2022 je bila ta zadeva, je bilo zaprto, ni bilo teh težav, 2023 nas vabijo, zdaj smo v 3 velikih projektih pri nas, tako da stoji, upam, da se bo to zgodilo, bom rekel, konec, pa poleti, srednjo letošnje leta, imamo že prostor, v bistvu damo samo 3 menedžerje tja, pa naše znanje in bodo lahko delali, bom rekel, v podjetje, tako da nadam se, da bo, je pa res, da čas je tisti, katerega moraš preživeti in kvalitetno delati in trenutno imamo v Sloveniji kar projekte, tako da, če ne bo letošnje leto, pa zagotovo 2025 tisto, ki bomo odprli proizvodnjo v Lexingtonu z podjetjem Unicor, državnim podjetjem. Če bi zdaj prišel nek sklad, in gotovo je že bil, ne, bi rekli, ja, zdaj je čas, da prodamo, da dobimo več zagonskega kapitala tudi za širitev, ali ne, ravno obratno, ne, sam bom peljal to zgodbo do konca. To je vedno dilema bila, že 2012-2013 sem imel ponudnike, da bi lahko dobil, bom rekel, 30-50 milijonov za podjetje in sem se odločil, da ne prodam podjetje, ker sem imel, bom rekel, v zadnjih tudi otroka in tako naprej. In če gledamo nazaj, mogoče v nekem momentu, ne, sem mogoče naredil takrat narobe.
prišli so težki časi, bom rekel, kriza je bila, ta gradbeni 2010, 11, 12, največja gradbena kriza v Sloveniji, vsa podjetja so prepadla, ampak seveda ni žal, šel sem čez to zadeve, postal sem še močnejši. Zadnji smo se pogovarjali z Pipi Strelom, Ivanom Boskorolom, ki je tudi prišel do točke preloma, kaj narediti naprej. Rekel, moje znanje je bilo tako veliko, nismo mogli več naprej nadaljevati, ni bilo zagonske denarja, bom rekel, samo da odveli primer, zadnjič je bil gost v Vojniku in je povedal primer, njegova bom rekel, 4-sedežno, 2-sedežno avion pokuri 8 litrov bencina na 1 uro letenja. Firma, katerega je kupila Cessna, pokuri 35 litrov. 15 litrov, to pomeni, da je 4-krat boljše. Ampak podjetje ameriško, ki ima več kot 3 milijarde prometa, oni imajo denar za razvoj električne avtomobile, oni imajo znanje za razvoj tega. Ko sva se zadnjič pogovarjala, težko je nekako reči, da bi svoje stvari dal stran, res pa je, da prideš in tudi Ivo je prišel, tudi marsikdo drugi podjetnik prišel do točke, da vidiš, da znanje, katerega se je naredilo v mali Sloveniji, pride do točke preloma, ker če ne boš to ti naredil, potem bo to tudi nekdo drug preko tebe in tukaj prihajamo do stvari, da je dobro, da se znanje čim bolj širi, da gre znanje v svet, da si ponosen na razvoj. Denar pride, denar gre za jesti, za piti, imamo več ne rabimo, predvsem sem zadovoljen, da uživam, da naši produkti, naše znanje, v bistvu naš ključni problem naših preprečevalnih sistemov je predvsem ta, da je naš sistem interaktiven, da takrat, kadar je slab zrak v prostoru, radon, benzen, CO2, VOC, takrat dela, ko ni, pa ne dela. Se pravi, varčuje na energijo in nekako senzori povedo, ali naprava dela 100% ali dela 10%, ali je pouk, bom rekel, potem dela, če ni pouka, ne dela, ker namreč vemo, da več kot 65% energije potrošijo naprave, luči, prezračevanje, ko ni pouka, ko ni stvari in to je tisto stvar. Skratka, zaključek, zagotovo prihajam tudi jaz verjetno do stanja, da bom nekako moral verjetno povabiti zraven v partnerje tiste, ki bodo lahko to rešili po svetu, kajti sam ne moreš, sem pa ponosen, da lahko velike nemške podjetja, velika ameriška podjetja vidijo, da je znanje doma tudi v Sloveniji, tako da v Sloveniji moramo biti ponosni, imamo zelo dobre, bom rekel, športnike, na katere smo ponosni, zelo dobre kulturnike, zelo dobre, bom rekel, ljudi, ki pomagamo, ko so poplave, neurja in tudi zelo dobre podjetnike. Bom rekel, mogoče so nam dolžniki naši politiki, ki vodijo državo, ker padamo zadnjih 10-15 let in morali bi se zavedati, da moramo delati v dobrobit Slovencev, v blaginje in da moramo davati dobre zgodbe. Imamo tudi dobre politike, ki dobro delajo in se ponovadi to ne vidi, bolj se vidijo slabe stvari, tudi da želja vseh naš podjetnikov, v SBC-ju, vseh naš dobrih, tudi tisti, ko niso pri nas obrtnikov, je, da probamo z svojim lastnim vzorom nuditi čim večje blagostanje zaposlenimi, mi pa pojemo samo, bom rekel, malco isto v proizvodni, bom rekel, v podjetju in pojem malco jaz kot generalni direktor ali pa moj zaposlen, večemo moče kak pol šnisla, ne celega kot proizvodne, ali pa je celega kot mir. Vprašal sem vas glede sklada zato, ker je zdaj 30 let, od leta 94, ko pride, res zdaj ste širite v Ameriko, do točke, ko je treba to razmisliti, pa tudi o nasledstvu. To je tudi eno tako vprašanje. Vi ste človek tiste generacije, ko ste uspevali v garaži, pa je zdaj čas morda za prenos, kar nekaj takšnih podjetnikov je tudi v klubu slovenskih podjetnikov. Kako je pa s tem? Kdo od vaših otrok trka oziroma na okna? Načeloma vsi trije, bom rekel, so že v podjetju noter, zelo normalno, jaz sem že tudi v tej zgodbe družinske pogodbe, že leta 2012, 13, 14 se zanimal, tu se lahko največ naučimo od Avstrijcev. Avstrijci imajo, bom rekel, zelo firme z 300-400 let staro tradicijo, bom rekel, Swarovski ena izmed teh podjetij, dediči, nekateri so na ulici, nekateri so v upravi, in zagotovo sem tudi sam naredil nekako zelo enostavno družinsko pogodbo, v katerih nekako seveda želim, da vsi tri otroci delajo noter. Moram priznati, da so čevlji zelo veliki, in je težko, ker včasih lahko nekomu daš neko veliko breme in če ni dovolj dobro breme, lahko tudi narediš napako, in tudi podjetja v veliki fazi prepade. Vemo, da iz prve generacije v drugo, iz 100 ljudi pride
32 ljudi, iz 22 ljudi pride iz druge v tretjo, pride 11, 12 in iz 11, 12, 2, 3%, tako da je zelo velik odpad, približno vedno 2/3, ne, dobre. Zato je tukaj noter, tukaj sem se tudi, bom rekel, na podlagi tega 2014-15 vzel tudi zgodbo, bom rekel, avstrijske firme Mako, ki dela okovje, več kot 2000 ljudi, ima 4 otroke, vsa 4 otroci delajo v podjetju Mako, ne, ampak on se na koncu odločil, da nekako ni v sklad, ne, in nekako več kot 51% pustil skladu za dobrodelne projekte in pustil otrokom 49% projektov, 49% lastništva in nekako je rekel, jaz sem se odločil, da bo podjetje tako boljše funkcioniralo, to je zelo težko odločitev, najtežje za ustanovitelja, ampak bom rekel, mogoče v nekih momentih dol sprava, tudi ali spustiš noter, bom rekel, investitorje slade, da nisi več lastnik, da greš naprej, pa da se svet širi. Zelo vesel sem za Ivota, rekel, ko sem predal, je bilo 230 zaposlenih ljudi, zdaj jih je več kot že 520, 540, kar pomeni, da je v 2 letih šlo, da je se prav odločil in to je zelo težko narediti, predvsem zato, ker normalno želiš, da vse ostane pri tebi, ampak ni samo denar tisto lastništvo, ampak je tudi, bom rekel, ideja, da se čim bolj širi to znanje in da uporabniki lahko koristijo to znanje naprej. Lastništvo je posredno, fajn je, da je, ampak bolje še včasih imeti manjši procent, pa večji dobiček, večje število evrov oziroma tega kot večji procent in male stvari. Tako tudi predlagam vladi, boljše, da od podjetnikov pa gospodarstvenikov vzamejo manjše procente davka, pa bodo dobili večji volumen evrov. Samo od evrov živimo. Zdaj so pri teh evrih, kako gledate na situacijo v Evropi? Veliko govorimo, ali smo v recesiji, gremo v recesijo, tehnična recesija, koliko to tudi seveda vpliva na poslovanje, na načrte takšnega podjetja kot je MIK Celje. Zagotovo so zadnja leta, če vemo, mi smo štartali v izgradnjo leta 2022, bo rekel sred covida, ali je to prav ali ne, kakšne bo zadevi, bo rekel, obrestne mere so dvignale, nekako jaz sem se odločil s svojim timom, predvsem pa sam prevzel odgovornost, da pač gremo v investicijo, da gremo v to zgodbo. Zagotovo je cela Evropa za tem covidom, bom rekel, nekako nazadovala, tudi ta vojna v Ukrajini je spet nestabilnost dala, predvsem pa mislim, da ne samo slovenski, tudi mislim, da evropski politiki nimajo prave strategije, se ne zavzemajo toliko za evropska podjetja, bom rekel, kot nekako ameriška podjetja ali kitajska podjetja. Samo en primer vam dam. Mi živimo na zemlji. Zemlja, okolkoli. V Evropi zapiramo tovarne, kot je na primer Kidričevo ali določene iste tovarne kvalitetne proizvodne aluminija, ki proizvede okoli 4 kilograme CO2 na kilo aluminija proizvedenega, ne. Mi zdaj zapiramo, ker to se nedonosno, ker so preveliki porabniki energije, ker je, bom rekel, preveč onesnaževanja, mi pa ta isti aluminij kupujemo od kitajskih podjetij, ker proizvajajo 35 kilogramov CO2 na kilogram. Ne vem, če je to normalno, tule je zemlja, tule je okolkoli atmosfera, tule je Evropa, tule je Kitajska. Se pravi, v 24 uri se zemlja vrti in ozon se manjša in mislim, da to ni prav. Mi v Evropi zapiramo podjetja, ustvarjamo, edina podjetje, edina država lahko preživi, v glavnem, če ima inženirje in če ima dodano vrednost. Malo držav na svetu je, ki lahko samo s trgovino uspe, ena je takšna Singapur, pa ne vem, če še katera, mogoče še kakšna. Načeloma je pa samo dodana vrednost, ki naredijo arhitekti, inženirji, tista, ki ustvarja dodan produkt in tega se moramo zavedati. In zdaj, če mi zapiramo takšne tovarne in takšne stvari primerov lahko še naštejemo ogromno, zagotovo Evropa ni temu samozadostna, smo proti, bom rekel, nuklearni energiji, smo proti plinu, nismo prave svete imeli, smo nekako ujetniki v neki stvari, tudi sončna energija je zelo dobra, ampak ne moramo vse sončno narediti skupaj čez. Ne vemo, kaj bomo imeli za reciklažo sončnih panelov, ne vemo, kaj bomo imeli za reciklažo vetrnih, bom rekel, vetrnih skupaj naprej. Sedaj zakopljamo na licu mesta, kjer je vetrna postaja, po nemških analizah vam lahko podam podatek, da čez 30-40 let, ko to razpade, je ta material hujše strupen, kot so, bom rekel, salonit Anhovo, ki je, vemo, kako je rakotvoren naprej. Teda to so zadeve, katere sem slišal na nemškem trgu in tudi je bilo predstavljeno, bom rekel, od nemške gospodarske zbornice tudi v Sloveniji, neki
na nekem predavanju skupaj čez. Jaz mislim, da tle biti bolj racionalen, včasih razmišljati z kmečko, zdravo kmečko pametjo. Fino je, da smo, bom rekel, čim bolj CO2 nevtralni, ampak na drugi strani ne moremo narediti, ker če rabimo mi aluminij, potem ga boljšega delamo v Evropi za 4 kg CO2 na kilogramu proizvedenega aluminija kot na Kitajskem za 35. To lahko ve vsak, tudi tisti, ko je na ulici brezposeln. Spomnim se vašega javnega pisma, ko ste bili zelo kritični, to je zdaj več kot desetletje nazaj, takrat do sindikatov in do vlade, in ste rekli, kje ste pa bili oboji, ko je bilo treba zaščititi delavca. Danes pa govoriva o subvencijah kitajske vlade do svojih podjetij in do evropske zelene politike, pa zapiramo svoje evropska podjetja. Hitro se menja ta čas, to desetletje je prineslo veliko sprememb, kaj? Ja, jaz sem zelo vesel na 2 pisma. En sem dal desni v Radio 212, kaj bom pustil našim otrokom, vnukom za jutrišnji dan. Takrat je bil tudi podpora sindikatov več kot 2/3. Jaz sem bil zelo vesel in čez 2 leti tudi drugemu pismo 2014 leve vladi podobno, še bolj podrobno zadeve skupaj. To je bil tudi najbolj brani članek, bom rekel, v Financah, bom rekel, za leto 2014, obran 2. januar 2015. Moramo paziti. Jaz mislim, tudi Evropa je pozabila, tudi gremo po poti nekako. Kitajska vlada, ne poznam dobro, pa koliko poznam, vejo, da podpirajo izvoz, so podpirali, ko so bili zdaj kontejnerski prevozi po 13-14 tisoč dolarjev, včasih je bil $2,000 prevoz iz Kitajske v Evropo, so sofinancirale prevoze, nekako mislim, da se nekako bolj zavzemajo za zadeve skupaj, da nekako zaščitijo. Evropa je pa kar malo pozabila, kar nekako smo v nekih oblakih, pravimo, da bomo, sprejeli smo strategijo, pred letom dni se spomnim, je bil tukaj Joe Biden v Evropi, je rekel 2 leti nazaj, je rekel, mi bomo samozadostni, čez 10 let bomo priskrbeli 75% plina, bomo pripeljali po ladjah iz Amerike v Evropo. Moramo vedeti, kako bomo sploh preživeli teh 10 let, ne, se pravi, mislim, da so to stvari, ko jih samo lepo za televizijo se slišati naprej, ampak to je noro, to je neumno. Mi moramo danes živeti, mi moramo jutri dati. Recimo primer, jaz sem se odločil, da investicija v vojniške terase, ki smo imeli planirano, bom rekel, ogrevanje na plin, ne, smo prav zaradi tega spremenili projekt in šli v bistvu na toplotne črpalke na elektriko, ki se nismo dovolili podatka, da bi naše nove stranke, ki bodo kupile 60 stanovanj, bom rekel, živele ali bo plin ali ne bo plin. Ne, in to so stvari. In mislim, da bi mogli kompletna Evropska unija gledati politika, kaj bo dobro za Evropo in tudi evropska gospodarstva zaradi takšnih stvari, ko smo prej povedali, in takih je ogromno, stagnira, nismo konkurenčni več na trgu, plačujemo ogromno CO2 kuponov, ne, in vse to skupaj in potem investiramo neke stvari noter naprej, mi pa zapiramo tovarne, ker se to ne splača. Na drugi strani se pa tudi kujejo razni strašni dobički pri trgovanju teh kuponov in dobrobit je pa takšen, da imamo veliko manjšo dodano vrednost, ne, na tej poziciji za kompletno Evropo, in to mislim, da ni prav in bi morali Evropa bolj poskrbeti za evropska podjetja, kot sedaj skrbi zadnjih par let. Vi ste veliko potovali. Katero potovanje vam je največ dalo? Ali je to preveč splošno vprašanje? Ne, jaz sem zelo vesel, jaz potujem v leta 90, bil sem, ne vem, v 100-120 državah sveta, zelo moram predati. V glavnem imamo 2 vrsta potovanja. Eno potovanje poslovno, ne? Eno so potovanja, bom rekel, za sebe, skupaj z družino. Moram priznati, da sem poslovnež, ki znam, če grem družino izklopiti in za 2 uri, čeprav sem prej imel na telefon na polno, izklopim in nekako pozabim in tudi me nobeden ne kliče in nekako imam telefon na off, ga ne dvignem. Sem šel lani na Himalaju, Annapurno, 3 tedne, mogoče sem ga 2-3 odprl, zraven naprej, in se mi zdi, da moraš biti neodvisen. Ostanejo poslovna potovanja, katerega probam vedno. Poleg teh del, ki češ v Ameriko za 3-4 dni, čez tam en teden dni, se pravi, ali pa 2 tedna, ne skupaj čez 2 potovanja, nekako vedno probam združiti tudi kaj za sebe, kako gledati kakšne hokejske tekme, košarkarske tekme ali kaj podobnega, ker se mi zdi, da je pametno zdaj, a še podaljšaš za 2-3 dni, pa se malo spočiješ, ne veš, nove noči in tudi nekako iz druge perspektive gledaš na probleme svojega podjetja. Sej ravno zato sem to vprašal. Potovanja tudi sami ste rekli, in tudi sam lahko
to potrdim, pa nisem toliko potoval kot vi, nam dajo nek uvid v to, ki mi živimo, ne? Vi pa še kako delate, ne? Zagotovo bi dal podatke zelo veliko, bom rekel, ko sem na potovanjih v Ionu, ne vem, sred Atlantika, pa sred, bom rekel, Himalajev, kam potuješ, vzhod ali zahod, vedno nekako iz ptičje perspektive vidiš probleme svoje podjetja, kaj delaš dobro, kaj delaš narobe, ki bi kakšne ideje dobilo, kaj vidiš, ne vem, v Avstraliji od Alborginov, kaj se lahko njih naučiš, ali v, bom rekel, Peruju in podobno, da ne bom našteval stvari naprej, nekako, ko si odmaknem stran, lažje vidiš, kaj delaš narobe in kaj lahko narediš prav in kje bi bilo dobro. Tudi človeško telo, jaz ponavadi sem pred korono, zadnjih 10 let bil 3 do 4 mesece od doma, ne, tako da moram priznati, da mi zdaj to, ko je bila korona, ko sem malo doma ostal pa zapil te 3-4 velike projekte, malo manjka in tudi mogoče zdaj malo moje zdravje trpi, ker ko greš, imaš na potovanju 1 ali pa 2 problema, ne, in dobivaš energijo, tako da si komaj želim, da mogoče res čim prej spet odprem, bom rekel, kakšen projekt v tujini, na Havajih, bom rekel, ali na Karibih, en velik projekt nepremičninske smo delali skupaj, bom rekel, z lokalnimi partnerji ali v Ameriki, ker potem v bistvu nekako odbežiš stran in na poti imaš 1-2 problema, doma jih imaš več in nekako si tudi potem bolj ustvarjalen, ker lažje ideje prihajajo, takrat, ko si neobremenjen, ker si skozi v fokusu, si zakrčen, ne moreš te stvari narediti in to je tisto, kar te dela potem bolj ustvarjalnega. O politiki vas ne bom nič spraševal, ker bi potem lahko predolgo govorila, pa ne bo nič koristilo, ampak o ljudeh, ki pa volimo te politike, pa vendarle, se vam zdi, da torej imamo mlade pa stare Slovence, pa jih ne bi zdaj tako posploševal, da premalo potujemo nasploh, da premalo vidimo, kaj se dogaja v svetu in potem morda tudi z napačne perspektive gledamo, kako je pri nas doma? Jaz mislim, da Slovenci, če pogledamo po tej turistični agenciji, kar dosti potujemo, ampak moram priznati, da smo tudi premalo vsi odgovorni do svoje države. Mi bi morali pokazati politiki obraz in tudi politik bi moral biti cenjen kot v bistvu, ker on izpostavi sam sebe, ne stvari, in predvsem mogoče tudi iščemo vse napake, kaj vse narobe naredijo, ker vsako dela dobro, je pa res, da bom rekel, so povod, da jih je več, bom rekel, nedobrih kot dobrih, ne, skupaj in potem vse skupaj zmešamo. Mislim, da vsak Slovenec bi moral biti dovolj odgovoren, da bi moral iti na volitve, da bi se moral odločiti po lastni presoji, ne samo trenutno, kaj je pač na oblasti, kaj pač je, kaj se govori tiste 3 mesece, ampak predvsem gledati, kaj se je dogajalo preteklih zadnjih 10 let. Kateri ukrepi, od katerih ljudi so bili tisti, ki so bili dobri za Slovence, ki so dali razvoj, perspektivo. Zagotovo se vsi motimo in tudi delo politika je zelo odgovorno in zelo težko, vedno na očeh. Vse stvari se vidijo, predvsem pa bi mogli Slovenci res biti zelo odgovorni, iti na volitve, pokazati svojo voljo, pokazati zaupati tistim ljudem in prav danes noče biti nobeden več dober politik, ne, ker v bistvu kar nekako probamo se nekako zmešati in narediti stvari. Ne vem, če ćemo imeti dobro državo, potem bomo mogli imeti dobro vodenje. Dobro vodenje bomo mogli imeti, če bomo tudi dobro izbrali in to je na nami. In jaz pozivam stvari, da smo dovolj kritični, da jih tudi podpiramo takrat, kadar je slabo, pa se zgodi, ker tudi v podjetniki naredimo narobe, pa zato nisi sram. Mi smo prej rekli, da umetniki v Ameriki, če propadeš enkrat, dvakrat, si še vedno car, ta tričeš uspeš, ne, in tudi naprej pri nas to ni in tudi nam bi mogli politiko dati to stvar, predvsem pa moramo narediti seveda in se ukvarjati, kaj bomo imeli Slovenci danes, kaj bomo pustili našim otrokom, kako zapufano državo bomo pustili, ne pa to, kar je bilo včeraj v preteklosti. Živi se danes, za jutri in naj ne bo zgodina samo opomnik, česa ne smemo početi in kako moramo drugače voliti in dati priložnost ljudem in jih tudi podpirati, ker ni težko. Ker bom rekel, zelo težko je delo in podjetnika, in politika, in športnika, ampak vidimo, predvsem pri naših športnikih, kaj se da narediti z slovenskim znanjem, slovenskimi geniji, slovenskim trudom In trmo. Še ena stvari se pa nisva dotaknila in ta se mi je zdela res zanimiva, sploh proti koncu se mi zdi, da je prav, da jo omenim. Slovenski Camino. Ja, Kje ste? Slovenski Camino, jaz sem 2019 nastopil
nastopu, bom rekel, šel prehoditi že Nord Camino, cirka 1024 km v 32 dneh. Zelo navdušen. Prišel domov, smo štartali z Bogovičem, ko tudi, bom rekel, ima te Smart Villages, zelo dobro, 30. september 2019, zelo dobro, potem je prišel vmes ta, bom rekel, COVID, ampak kljub temu smo se dobivali zraven, projekti so zrisani, nastavili smo, da bi bilo na 20 metrov albergi, narejena je bila, zamišljena je bila aplikacija, ki te vodi, bom rekel, da se ne zgubiš od Lendave preko Ljubljane do Trsta in od Bregane preko Ljubljane do Višarjev, zraven naprej. Nažalost je malo je tudi kriva korona, je ta projekt z naše strani malo ustavil, tudi, bom rekel, društvo Jakove poti iz Ljubljane, nekako predsednik je umrl, nastavil novo vodstvo, tudi ni najbolj aktivno, agilno, tako da projekt stoji, sem zelo žalosten, ker verjamem, da bi po ekonomski logiki podjetništvo, socialno podjetništvo na tem ruralnem okolju dvignilo, če bi šlo okoli 150 ljudi skozi, kar bi zagotovo šlo za 15 evrov nočitev, zraven skupaj, v katerega bi bil avtomatsko že odveden DDV 9,5% za nočitev in bi država na ta račun dobila okoli med 12 in 13 milijonov evrov letno, samo tega 9,5% DDV-ja. Ampak ta projekt zdaj stoji, res verjamem, da bo enkrat zagnal, me malo zdaj kličejo, ki smo, kaj smo, je treba čas, to mi je tudi srčna želja, ker verjamem, da tu bodo lahko pohodniki, ker pohodniki si lahko privoščijo strošek, bom rekel, tam okoli 30 do 40, 50 evrov že veliko na dan, to so študenti, to so penzionisti, podobno, to so tudi analize bom rekel, za španskega Camina, kako tudi slovenskega. Srednje gorje imamo zelo dobro, ker imamo veliko teh koč in zelo veliko turizem, če pa hotele si ne more vsak privoščiti, tudi vemo, te Julija, ko hodi pot čez Julijske Alpe, ni tako zelo dobro zastavljen projekt, ampak ne živi, ker pohodniki si ne morejo privoščiti, bom rekel, 80-90 evrov nočitev, tako da ne uspeva. Jaz verjamem, da bomo enkrat tudi to zagnali, da bo volja, želja in da bo tudi vlada podprla, ker smo na 20-25 km vse kmečke turizme, ki že imajo neko znanje, smo jim naredili, vključili prespanje, bivake z konji, z invalide, kolesarje, tako naprej, tako da verjamem, da bo to tista stvar, ki vleče. Mogoče za konec bi rad poudaril, ker sem zelo vesel pa ponosen, tudi na film Šepet metulja, ne vem, če ga poznaš? Videl sem ga, nisem ga v kinu videl, sem pa imel gosta v studiu na to temo, veliko smo o tem delali, dobil je, mislim, da 2 ali že 3 zlate role, če se ne motim, in govori o tem, da lahko čisto vsakdo prinese, samo če mu pustimo, da dela, ne? A res je, tukaj bi mogoče tudi naredil, zelo sem vesel, tudi 5. februarja je prišla gledati tudi predsednica države, bom rekel, dr. Nataša Pirc Musar, lep nagovor, okrogla miza, različni profili, cilj tega je bil, da okolje ozaveščimo o drugačnosti, da so med nami tudi, bom rekel, dislektiki, da so med nami tudi avtisti, ki jih moramo sprejeti, in če jih sprejmemo, potem so lahko v življenju zelo uspešni. In naš Ali v filmu to nakazuje, dokaže, da je zelo uspel kot filmski igralec, da je film dobil, bom rekel, 2 zlati roli, 3. je na pohodu, zelo pomembno stvar, da je dobil povabila na največje filmske festivale v Evropi, Berlin, Helsinki, dobil je povabilo na največja indijska filmska festivala Bollywood, bom rekel, povabilo, da moramo tja priti, da bomo dobili zagotovo 1. mesta, in tudi 15. januar je dobil povabilo, da največji hollywoodski filmski otroški festival, kar pomeni največje priznanje režiserju Mateji in seveda Miku, ki je ta projekt podprl, da smo ga naredili skupaj, predvsem pa, da smo opozorili na drugačnost, in največja ponosen sem, ker naš Ali, prej ko smo snimali film, ko si prišel od njega, si mu dal roko, rekel, jaz sem Ali, jaz sem avtist in se ne rokujem, ne. Sedaj se on rokuje z nami, se objema,
stvari, tudi drugi avtisti, tudi naš Luka, po katerem pri nas dela, je tudi avtist, ki je bil ideja Mateja Pavšar dobila po njemu, potem, da skratka avtisti sedaj se objemajo, hodijo na žure, hodijo na partije, na novoletne zabave, kar jih včasih hrup moto naprej, in mislim, da največja želja je, da smo spremenili avtistom, bom rekel, način življenja z ogledom tega filma, ker je glavni igralec Ali je avtist in ker vedo drugi, da je to on sposoben narejen, ker prej razlagal, da nič ne bo z njega, zdaj pa je postal filmska zvezda, bomo tudi snemali še nadaljevanje, še Pet metulja 2, ker bo težje narediti prvo verzijo, zagotovo se vsi zavedamo, gremo to zgodbo, verjamemo to, tudi tretji najbolj gledan film lansko leto v kinematografiji, čeprav je štartal šele 12. oktobra, skupaj čez, in zaostajamo za filmi, kot je Barbie, ki je imel budžet več kot 100 milijonov evrov, naš film pa pomoče par 100 tisoč evrov. Ne? Pa 100 tisočkrat boljša zgodba. Sem zelo vesel na to in ponosen na te stvari. Lahko bi še o tem veliko razlagal, tako da povabim, če še kdo ni videl, priložnost, da pogledajo stvari, predvsem pa, da damo priložnost res drugačnim usmerjenim. Kot primer za zaključek bi povedal, da na okrogli mizi, katerega se zvala tudi predsednica naše republike, Nataša Pirc Musar, ki se zahvalila producentu, režiserjem in tudi meni, da smo šli ta film narediti, in zraven je stal dr. Karel Gržan, povedal svojo zgodbo, da je bil dislektik in bi moral iti v osnovno šolo, v pomožno šolo. Danes ima 2 doktorata iz slovenščine, napisal neko knjigo, kar pomeni, če vztrajamo pri tem, če damo priložnost, potem imajo priložnost, da naredijo nekaj. In če smo rešili 1, 2, 3, pa verjamem, da smo z tem filmom nagovorili poslovne partnerje, od Kitajske, ko se pogovarjamo za produkcijo na Kitajsko, do Izraela, do Nemčije, naprej do Amerike, verjamem, da bomo spremenili način gledanja okolja na te probleme in omogočili dislektikom, avtistom tudi, da se da drugače, da se da možnost, in to je tisti največji uspeh filma, poleg vseh nagrad, ki smo jih prejeli. Pod vprašanje, ves čas, ko se pogovarjava, imate v glavi točen datum, skoraj da ne uro, in tako naprej. Kako je to mogoče? Bom rekel, zelo mogoče je to, da si zelo veliko stvari dobro zapomnim, to so tiste stvari, katere mi ostanejo v spominu, nekako sem arhitekt, vidim naprej, določene stvari si zapomnim z nenavadno natančnostjo, mogoče jaz si pozabim kakšno ime, ampak to je pač je... Številk pa ne, a ne? Številke si zapomnim zagotovo, številke ne moram pozabiti naprej, mogoče kdaj kakšno ime, ampak to je pač nekako moj karakter, zavedanje, kaj rabim v danem momentu, da lahko prepričam stranko oziroma sogovornika, bom rekel, o pravilnosti svojih rešitev in trditev. Hvala lepa, da ste si vzeli čas na tale petek predpraznični. Lepe praznike vam želim, predvsem pa bi rekel še nekaj. Ko sva začela, sem rekel, da bomo o poslu govorili, pa sva govorila skoraj da več o vsem drugem, zato ker ste dali tudi skozi vse to dokaz, da posel je zgolj en del vašega življenja, vse ostalo, kar delate v Mikcelju in vi, pa je tisto, kar vas dopolnjuje, če se ne motim, ne? Res je, jaz sem povedal in sem zelo vesel, da sem našel ta smisel, to energijo, to ljubezen do dela, do ustvarjalnosti, in mislim, da je to največ, kar lahko v življenju narediš, da poleg tega, da delaš v poslovnem, si lahko tudi tako priznani, da te drugi vidijo kot, bom rekel, kot gosta, da proba iti po tvoji poti. Zelo veliko mladih mentorjev me kliče, kakšne knjige, kaj ne delajo, kako ne delajo, in z veseljem jim prisluhnem, nagovorim in verjamem, da je to tisto največ, kar lahko človek v življenju da. In ste srečni? Zagotovo. Zelo sem srečen in ponosen na sebe, na svojo ekipo in na ljudi, s katerimi poslujem in ki mi dajo priložnost, da se jim lahko dokažem in jim pomagam. Hvala za vaš čas. Tudi vam hvala za izvirne in izčrpne podgovore. Hvala. To je bil torej SBC-jev podcast. Hvala lepa, da ste bili z nami. Vse do naslednjič, ko bomo govorili o novi zgodbi, o novi garaži morda in pa predvsem o tem, kako podjetniki veliko vlagajo v okolje, samo včasih tega ne vidimo. Hvala, do naslednjič.